Država mora omejiti določene človekove pravice, če je to nujno potrebno zaradi zavarovanja drugih človekovih pravic ali javnega interesa. Pri epidemiji je bilo logično, da se poseže v svobodo gibanja in druge pravice, ker je bilo treba zavarovati zdravje prebivalstva. Vendar pa je tak poseg, kot je že povedala kolegica, možen samo, če je predpisan v zakonu. Pri nas smo imeli drugačno situacijo. Predvsem v času epidemije je izvršilna veja oblasti intenzivno omejevala človekove pravice z odloki. S tem načelno ni nič narobe. Tako so ravnale tudi druge evropske države. V epidemiji se namreč hitro spreminjajo okoliščine in temu je treba hitro spremeniti tudi predpise, odloke. Tega pa z zakoni, ki jih sprejema državni zbor, ni mogoče. Vendar, vlade v večini drugih držav so odloke sprejemale na podlagi jasnih zakonskih določb. S tem so sledile ustavam, ki dopuščajo poseganje v svobodo gibanja, zborovanja in tako dalje, samo pod pogoji, ki jih določa zakon. Ti posegi v človekove pravice so bili torej skladni z ustavo. Pri nas je ustavno sodišče že skoraj pred letom dni opozorilo, da večina odlokov nima podlage v zakonu in da so zato protiustavni.